Slovenska partizanska vojska je seveda specifična v slovenski vojaški zgodovini, specifična namreč v tem, da je nastajala sproti med bojem, nastala seveda kot oborožena sila odporniškega gibanja, narodno-osvobodilnega gibanja, kot se je običajno nazivalo, in je predstavljala seveda do konca, do maja 1945 njegovo oboroženo silo. Razvijala se je seveda, kot sem rekel, sproti, v boju in z bojem, sprva kot vojska prostovoljcev in na drugi strani potem z preraščanjem odporniškega gibanja pa z silnim prizadevanjem, da vzpostavi tudi neke vrste državno strukturo, seveda tudi vojska, oborožena sila tega odporniškega gibanja se gibala proti državni vojski. To je seveda dosegla potem z prestopom ali nastankom, oblikovanjem lahko rečemo, osnovi Kraljevine Jugoslavije, demokratične federativne Jugoslavije, in potem pozneje s tem seveda tudi končala potem v vojnem času kot, pravim, oborožena sila jugoslovanskega okvira. Seveda slovenska partizanska vojska je bila v teh vojnem času ne tako preprosto kar del ali pa integralni del jugoslovanske, temveč je bil v jugoslovanskem okviru med vojno pravzaprav veljaven nek, lahko rečemo, sestavljen del. Bila je relativno avtonomna od septembra 1941, ko je z najvišji organ Slovenski narodno-osvobodilni odbor odporniškega gibanja takrat jo izrecno vključil seveda v okvir jugoslovanske odporniške vojske, lahko rečemo seveda tudi jugoslovanske partizanske vojske, katere seveda nesporno vodstvo in poveljnik je bil seveda Josip Broz Tito, generalni sekretar Komunistične partije Jugoslavije in seveda tudi, lahko rečemo, eden najpomembnejših gverilskih vodij v drugi svetovni vojni. Z nastajanjem oziroma z okoliščinami, v katerih je nastajala, je seveda bilo določeno marsikaj tudi od njene strukture. Če sem rekel, da se je razvijala, to pomeni seveda, da so bile sprva strukture in vojaške enote relativno majhne. V običajni vojaški terminologiji so uporabljali izraze četa, bataljon, 1942 potem tudi odred, kar bi bilo samo srbo-hrvaška inačica besede oddelek, ampak obdržal se je kot vojaška formacija, najprej recimo tudi v bataljonski sestavi ali v četni sestavi in potem v partizanskih brigadah nekje od poletja 1942, ko je bila ustanovljena prva, sicer še kot proletarska, pa se zelo hitro preimenovala v udarno, in potem 1942 prve 4, do italijanske okupacije še 4 oziroma 3, 2 so namreč strnili v eno, in potem silen izbruh ob italijanski kapitulaciji ali po italijanski kapitulaciji v mesecu
je nastalo 19 novih brigad, vse niso ostale do konca obdobja, tudi dejansko funkcionirajoče, vendar vsekakor je pa brigada ostala vse do konca vojne temeljna bojna enota. Bila je relativno male sestave, če bi gledali z običajnimi vojaškimi vidiki, je to približno bataljon. Koliko je to ljudi? In ne več nekje tam, kadar so bili težki časi 350, 300, 350, kadar so bili boljši časi 600, 800. In potem so te brigade tudi povezovali v tako imenovane velike enote, da tako rečemo, v divizije in po italijanski kapitulaciji oziroma konec leta 1943 sta nastala tudi edina dva slovenska partizanska korpusa, 7. in 9. Številke seveda kažejo, da so velike enote že integrirali v jugoslovanskem okviru in ta dva in nesojeni 3. korpus na Štajerskem, 4. operativna cona, so potem tvorili pravzaprav organizacijsko ogrodje slovenske partizanske vojske vse do končne reorganizacije, ukinitve oziroma integracije v jugoslovansko armado, ki se je zgodila za slovenske partizanske enote šele po koncu vojne, po koncu bojev, tam nekje v drugi polovici maja 1945. Ne drži pa seveda to za vse jugoslovanske pokrajine oziroma bodoče federalne enote, pač pa je jugoslovanska armada oziroma nastala že 1. januarja 1945, ravno v povezavi že z, kot sem rekel, nastankom oziroma oblikovanjem demokratične federativne Jugoslavije. Nastale so seveda tudi 3 armade in potem 2 meseca pozneje še 4. Tako da je v to strukturo in pripravljen načrt za mirnodobno oziroma za bodočo organizacijo jugoslovanske vojske, da tako rečemo, vojske demokratične federativne Jugoslavije, samo bila pritegnjena oziroma vključena v precej skrčeni obliki, da tako rečemo. Obdržali so samo 2 diviziji, 14. in 31. sta ostali, vse druge so pa več ali manj razpustili in moštvo vključili bolj ali manj integralno v divizijo Knoja. Knoj je bil posebna oblika oziroma posebna formacija znotraj jugoslovanske armade in prej že narodno-osvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in seveda Slovenije, ki se je bojevala predvsem za tako imenovana notranja vojska, ki naj bi se bojevala predvsem za notranjim oziroma s kolaboracionisti, notranjimi nasprotniki. Iz te se je 10 let pozneje so razvili mimogrede potem mejne tako imenovane graničarske enote, ki so ostale do leta 1991 poseben del jugoslovanske armade oziroma jugoslovanske ljudske armade. Če govorimo o moštvu, je seveda najpomembnejša značilnost, da je sprva to povsem jasno prostovoljna vojska, vojska prostovoljcev, ki seveda so jo, lahko rečemo, spodbujali skupine in
ki so jo spodbujale skupine združene v Osvobodilni fronti. Sprva je bilo nesorazmerno velik del recimo na komuniste ali na komunistično partijo vezanih simpatizerjev, članov in kandidatov. Pozneje se je pravzaprav ta mobilizacijska baza zelo razširila. 1942 ga je že ob recimo tako imenovani ljudski ali množični vstaji v Ljubljanski pokrajini seveda komunistov bilo še komaj nekaj. Podobno seveda se je pokazalo recimo, da se je že v Gorenjski vstaji decembra 1941 in seveda v skladu za svojo intenco in razumevanjem svojega položaja je potem Osvobodilna fronta oziroma skozi slovenski narodno-osvobodilne odbore izpeljala tudi mobilizacijo. Mobilizacija v partizansko vojsko tam od septembra 1943, kar je seveda pomenilo obveznost vseh med 17. oziroma 18. letom in 45. letom, da se vključijo v partizansko vojsko. Prisilo, da govorimo nekega državnega ali oblastnega organa, pa seveda je bilo mogoče samo relativno izvajati, zaradi tega konec koncev vedeti moramo, da so bili Slovenci v tistem času vsaj v enih 4 formacijah še vojaških in so tudi se še vključevali tudi naknadno, ne glede na to mobilizacijo. Vsekakor pa je ta zlasti na Primorskem ljudska vstaja prinesla septembra 1943 daleč največji porast, naenkraten porast slovenske partizanske vojske. Že tisto, kar sem omenil, od 7 brigad na 19 novih, to je silovit skok, ki prinaša zmeraj seveda tudi notranje probleme v vojaški organizaciji. To si je treba predstavljati, da so novaki zmeraj velik problem, dokler jih vsaj minimalno ne usposobijo. Lahko rečemo, da se je v slovensko partizansko vojsko vključilo proporcionalno gledano med drugo svetovno vojno skoraj največ ali pa najbrž največ borcev. Moja ocena je tam nekje med 75.000 in 80.000. In še en podatek, morda za primerjavo, okoli 28.000 naj bi jih je po podatkih baze o smrtnih žrtvah v drugi svetovni vojni padlo. Izgubilo življenje, bodisi bili ubiti potem ob ujetju v koncentracijskih taboriščih in tako dalje. To dokazuje seveda, da je bila to seveda prvič zelo dejavna vojska in drugič seveda, da je človeški faktor tvoril mnogo pomembnejšo vlogo kot pa lahko rečemo material, kot se običajno reče, oziroma orožje in oprema. Marsikaj seveda tudi gre na račun tega, da je bila to marsičem ljudska vojska, vojska, ki je skozi izgube, da tako rečemo, pridobivala izkušnje in tisto osnovno vojaško izurjenost na račun, da sem jasen, na račun večjih izgub, kot pa bi bile marsikdaj potrebne ali pa smotrne. Tako da je slovenska partizanska vojska, če gledamo
pomenu, v njeni vlogi, to svojo vlogo seveda izpolnila. Izpolnila v tem smislu, da je presegla celo, pravzaprav lahko rečemo, rezistenco, bila je pa gotovo, če gledamo proporcionalno spet na prostor in število prebivalstva, je gotovo ena od najbolj številčnih odporniških vojsk v drugi svetovni vojni, če ne celo daleč najštevilčnejša, če primerjamo zlasti to z Zahodno Evropo, pa konec koncev tudi s Poljsko, in potem smo pravzaprav že glavne resurse tudi že izčrpali. Tako da je, lahko rečemo, tudi njeno bojevanje bilo kontinuirano, z seveda boljšimi in slabšimi časi, z poleti in upadi, kot v vojaških operacijah pač zelo pogosto, velikimi zmagami, pa tudi hudimi porazi in izgubami. Vsekakor je pa dosegla to, da je razširila svojo prostor bojevanja, operacijsko območje, da tako rečemo, na celotno etnično ozemlje, tako rekoč na celo etnično ozemlje, v različnih, ali pa do konca vojne seveda, lahko rečemo tudi na vseh robovih, od Prekmurja ali pa celo do Porabja, pa vse do Beneške Slovenije, od Koroške do Kolpe, kjer je pa itak južneje bilo eno od centrov. Trije centri te zadrževanja, ali pa, da tako rečemo, osnovnih izhodiščnih teritorijev Slovenske partizanske vojske so bili, to je bila Ljubljanska pokrajina, kjer se je že od 1942 pravzaprav uveljavila in ostala potem, lahko rečemo, v nekem oziru osrednja, čeprav se je zelo izčrpala v zadnjem letu vojne, Primorska in seveda tam od 1944 Primorska z Gorenjsko ali z Zahodno Gorenjsko vsaj, in potem Štajerska, ki je od 1944 postala pravzaprav, lahko rečemo, celo glavni rezervoar človeških sil za celo tudi za Ljubljansko pokrajino oziroma za 7. korpus, ne samo za svojo 4. operativna cona. Kako so bili pa v te partizanske strukture vključeni prebivalci z današnjega ozemlja Slovenije, se pravi Slovenci? Še posebej me zanima, kako so bile vključene ženske, kakšna je bila njihova vloga in pomen v narodnoosvobodilni borbi. Slovenci so tvorili v Slovenski partizanski vojski daleč največji del moštva in tudi poveljniškega kadra do najvišjih položajev. Vsi več ali manj so bili po narodnosti Slovenci, čeprav to ni bilo tako zelo pomembno v nekem oziru. Gotovo pa je, da je funkcionirala partizanska vojska tudi kot ne zgolj v propagandi, ampak tudi v razumevanju prebivalstva, velikega dela prebivalstva, seveda kot slovenska nacionalna oborožena sila oziroma formacija. Poudariti je seveda treba, da to ni bila redna vojska na podlagi vojaške obveznosti oziroma zakona o vojaški obvezi, pa zato je imela seveda v svojih vrstah tudi kar en lepo število žensk, ki seveda v tistem času v redne vojaške enote niso zašle.
In to že od spočetka, se pravi tam že pomladi, poleti 1941 in vse do konca. Ženske so bile v veliki meri borke, lahko rečem morda, da je večje število šlo tudi potem v zaledne enote, zaledna vojaška oblast, veliko tudi v vojaško saniteto, bolnice, bile so četne bolničarke, vendar tudi borke in ne samo borke, tudi zelo, lahko rečemo, izpostavljene borke v bojnih enotah, konec koncev nekaj od tistih, ki so dobile ali so bile odlikovane z redom narodnega heroja, so bile prav dejansko v bojnih enotah več mesecev ali celo več let. Ali so bili Slovenci poleg slovenske partizanske vojske še v katerih drugih vojskah med drugo svetovno vojno, v katerih in v kakšnem obsegu in morda tudi zakaj? Drži, že prej sem omenil, da je bila slovenska partizanska vojska samo ena od številnih, lahko rečem, vojaških formacij, v katere so Slovenci v času okupacije oziroma druge svetovne vojne prostovoljno, po večini pa prisilno zašli. Dve temeljni skupini lahko še gledamo pri tem. Eno so seveda vojske okupacijskih držav, ki so razumele okupacijo Slovenije kot aneksijo ali so jo tudi dejansko izvedle in so potem Slovence teh pokrajin pritegnile v svoje oborožene sile. Gre seveda za Nemčijo in nemško vojsko in seveda tudi za madžarsko in madžarsko vojsko, v katero so bili od priključitve Madžarske oziroma teh tako imenovanih južnih pokrajin madžarski vpoklicani moški v Prekmurju. Ocenjujejo nekje, da je bilo 5 do 7 tisoč vpoklicanih in seveda mnogo bolj prezentno vpoklicevanje z območja civilne uprave, nemške civilne uprave, to se pravi Gorenjske, Štajerske in Koroške, v nemško vojsko. To se je začelo z podelitvijo, z vsiljenjem pravzaprav nemškega državljanstva prebivalstvu tega ozemlja in potem seveda uvedbe vojaške obveze za to prebivalstvo oziroma za vojaške obveznike z tega območja. To v letu 1942 so se že začele nabori, rekrutacije in potem tudi vpoklici, zlasti na Štajerskem, ki je prednjačila, kjer je nemška oblast prednjačila pri vpoklicevanju oziroma integraciji v nemško vojsko in potem od jeseni 1942 tudi na Gorenjskem in Koroškem. Tam je bilo vpoklicanih sicer manj letnikov, izbrani so oziroma vpoklicani so bili seveda najprej najbolj primerni letniki, postopoma letnik za letnikom, tako da je nekje do druge polovice 1944 bilo z tega območja vpoklicanih najbrž okoli 10 tisoč ali pa še morda kakšen več v nemško vojsko, medtem ko je za
Štajersko bilo poklicanih, mislim, da kar 12 letnikov, najboljših seveda spet, najboljših letnikov, in tudi s bistveno večjim številom. Ocenjujemo, da je približno 39.000 ali boljše rečeno vsaj 39.000 služilo v rednih enotah Wehrmachta, se pravi po večini seveda v pehoti, deloma v gorskih enotah ali gorski pehoti, vsi drugi rodovi so bili pa, mislim, da relativno malo zastopani med poklicanimi. Poleg tega je pa treba reči seveda, da je potem tudi ta tako imenovana ljudska vojska, ko je Nemčija razglasila totalno vojno, na Štajerskem vpoklicala neznano število tudi prebivalstva na spodnjem oziroma vojaških obveznikov, zlasti mladih in tudi starejših, ki niso bili vpoklicani v Wehrmacht, v to obliko nemške vojske. Pravi, neznano število, težko ugotovljivo tudi. Se pravi, da je to, se približuje najbrž, po moji oceni, vsaj tam 50 ali pa 45.000 vpoklicanih v nemško vojsko. Treba je reči seveda, da je pa še za Primorsko oziroma za ljudi, ki so bili italijanski državljani in so danes v okviru Republike Slovenije, seveda vojaška obveza se ni nehala z začetkom vojne, temveč nasprotno se je nadaljevala in so Primorci služili, Slovenci Primorci, ravno tako kot Italijani služili v italijanski vojski na vseh frontah, v katerih se je bojevalo, ali v vseh bitkah, ki jih je bila, od Severne Afrike, Eritreje, Abesinije do Dona na vzhodni fronti, recimo. Tudi tam imamo izpričane, zlasti v tej gorskih enotah iz Julijske krajine. Tako da je dobršen del, lahko rečemo, človeškega potenciala služil prisilno tudi v vojskah osi. Naslednja skupina so pa kolaboracionistične vojaške formacije, ki so lahko bolj ali manj vojaško strukturirane, od recimo protikomunistične milice, ki so ji seveda italijanske enote preprečile kakršnokoli hierarhično organizacijo, razen tiste na osnovnem nivoju, se pravi na četnem nivoju oziroma skupin vodov. Tako da in so zanjo opravljale vse ostale funkcije italijanske enote oziroma italijanski štabi in poveljstva, do recimo slovenskega domobranstva, ki je imelo relativno izpeljano strukturo vse do ravni bataljonov in hierarhično organiziranost do bataljonov. Potem nekoliko slabše vojaško strukturiranega slovenskega narodnega varnostnega zbora na Primorskem in pravzaprav dosti podobno vojaško organizirane, kot je bila protikomunistična milica tudi tega tako imenovanega gorenjskega domobranstva oziroma gorenjske samozaščite. Vse te formacije so delovale, razen protikomunistične milice, seveda v okviru nemške
okupacijske oblasti, ki se je vzpostavila po septembru 1943, pravzaprav v veliki večini slovenskega ozemlja, konec koncev potem v Prekmurju tudi v drugi polovici leta 1944, tako da so potem v različnih oblikah obvladovali ves slovenski etnični prostor na zahodu od operacijske cone Jadransko Primorje, že omenjenega območja civilne uprave in potem še posebej, kot sem rekel, v okupaciji Madžarske.